Nekoč je živel nenavaden fant, ki je oboževal število 3. Ni bil popoln, a imel je veliko srce. Pustolovščine so ga spremljale in prijatelji tudi. Sam si je krojil svojo srečo, a najsrečnejši je bil, ko so 3 nova srca zavedno vstopila v njegovo življenje. Radenska, 3 srca. Lahko smo ponosni tudi na to, da je občina tvori Goričko in Ravensko. To je svojevrstna zanimivost. Kar se tiče naravne dediščine, je predvsem zanimivo to, da imamo določene izvire, to so Mrzlek, kjer je zelo mrzla voda, pa tudi ljudje radi hodijo peš. Potem že sama pokrajina kot taka je razgibana in zanimiva. Posebnost je tudi Pečarovci, ki so zelo ena izmed slikovitih vasi in z enega hriba, ko greš na drugega, vidiš enega, potem drugega in ta raznolikost pa lepota kraja je zelo lepa. Na Goričkem so pred leti začeli graditi vinograde in tudi vikende, kar pa žal danes opažamo, da je tega malo manj. In ravno te vinogradniki so svojo pestrostjo in kvaliteto vina pripomogli tudi k poznavanju naše občine. In ko mi kam gremo ali kako drugače, vedno ponudimo naše domače vino. Občina je zanimiva po tem, da je v občini več verskih skupnosti. Moram povedati, in smo tudi ponosni, da je od naše občine iz Trukove izvira Štefan Kuzmič, ki je prevedel Novi testament, Novi zakon, ker je napisano, ker je prevedel iz grškega na stari slovenski jezik, dejansko na prekmurščino, zato smo tudi ponosni, da je ustvarjalec prekmurskega jezika. Imamo 4 cerkve, in sicer v Putnice Veličanska, Bolonce Veličanska, potem v Pečarovci Rimokatoliška in v Badarce pa Benkošna. Poleg tega je pa še tudi Pečarica, ena veličanska cerkev, kot podružnica cerkve ali cerkvene občine v Puconci. Sedež občine so vas Puconci, občine Puconci, in tukaj je tudi dobro zgrajena infrastruktura. Moram izpostaviti predvsem novo športno dvorano, ki smo pred par leti tudi zgradili. To je ena izmed velikih možnosti, kar se tiče razvoja turizma. Že več kot pred 50 leti tudi tukaj so nastopali motokrosisti, kajti znano dirkališče motokrosa je v Mačkovci, ki je zelo znano in vsako leto tudi prirejajo državno prvenstvo ali pa tudi drugačne tekmovanja med motokrosisti. V Puconci je tudi najstarejša veličanska gmajna ali občina in v to je tudi potem se začela razvijati po protireformaciji veličanske cerkve. Še ena zanimivost je pri cerkvi v Puconci. Cerkev je oddaljena od ceste 30 metrov, kajti po takratnem ediktu so lahko cerkvi gradili samo več metrov stran od ceste, najmanj 30 metrov, ne pa ob ceste. In pozneje je to bilo že tudi dopuščeno. Vse, kar se pa zgodi tudi včasih, kar se nam vidi, da je neprijetno, je zelo dobro. Sedaj imajo Puconci zaradi tega lep park v cerkvi. Kdorkoli k nam pride, ne bo odnašel žejen lačen. Tudi tukaj je pestra kulinarika, imamo več kmečkih turizmov. Imeli smo tudi enega izmed, ki še danes obratuje, ki je bil ena izmed prvih kmečkih turizmov, to je Trimelj. Potem so se razvili še drugi kmečki turizmi. Poleg tega pa je veliko gostiln, ki nekateri imajo hrano takoj, nekateri pa potem, ko naročijo, tudi pripravijo in tista hrana je tudi sveža. Vina so dobra, Goričko je znano potem, ker imeli samo povedati tukaj Gorice, že nekdaj rasle, zato je ime tudi Goričko in tukaj zaradi lepe sončne lege zaraste lepo grozdje, potem pa znamo z tega grozdja
predelati še dobro vino. Skozi občino Puconci potekajo številne kolesarske poti, tudi številne peš poti. Sama občina je tudi, oziroma društva v občini so tudi organizatorji različnih pohodov, tako da v zadnjem času imamo praktično skoraj v vsaki vasi po 1 do 2 rekreativna pohoda na leto. Od teh kolesarskih poti bi še posebej omenil kolesarsko pot, ki smo jo markirali in uvedli v okviru projekta Povežimo nekoč skupni cerkveni prostor Puconci Bad Radkersburg. To je bil projekt, ki smo ga izvajali v preteklosti, in sicer gre za kolesarsko pot, ki poteka po občinah Puconci, Tišina in potem čez v avstrijsko Radgono. Turizem kot dejavnost bo seveda tudi v bodoče vključen v vse razvojne načrte in plane naše občine. Tukaj mislim predvsem na uvedbo določenih novih turističnih produktov, kot so ureditev enega sodobnega postajališča za avtodome, potem sodobnega prostora za kempiranje in pa tudi v zadnjem času razmišljamo tudi o ureditvi enega sodobnega tipa hostel, recimo kjer bi bilo možnost prenočevanja za določene ciljne skupine, kot so pohodniki, kolesarji, taborniki in podobni, ki se v zadnjem času vse več pojavljajo. No, eden od takih primerov je ravno tukaj pred nami, torej Dom borcev in mladine Vaneča. Objekt je iz 70. let, vendar je bil v preteklosti slabo izkoriščen, tudi temu primerno slabo vzdrževan. Mi ga v zadnjih letih postopoma obnavljamo in ravno v tem objektu želimo še letos urediti en takšen tip prenočevanja, torej možnosti prenočevanja za te ciljne skupine. Področje občine Puconci je znano po svoji bogati kulturni dediščini, po dediščini na področju kulinarike, in zato tudi deluje na področju občine Puconci čez 10 društev, katere se ukvarjajo z ohranjanjem kulturne dediščine in pa katere delujejo tudi na turističnem področju. Pred leti se je pojavila pobuda, da bi se ta društva združila predvsem z namenom skupne promocije, razvojem skupnih produktov, in zato je nastala tudi, oziroma se je ustanovila Zveza kulturnih in turističnih društev občine Puconci. Kljub temu, da so se društva združila v Zvezo kulturnih in turističnih društev občine Puconce, so vseeno ohranili svoj bit oziroma svojo tradicijo, svoje običaje, katere še posebej negujejo. Zelo močno je razvita ljudska pesem, določena društva delujejo na dramskem področju, seveda pa ne smemo pozabiti tudi plesa, torej folklore. Želel bi izpostaviti predvsem prireditve, katere so postale že kar tradicionalne, in sicer turistično-kulturno-športno društvo Pečarovce je znano predvsem po svojih prireditvah, kot so festival skečev Prefrigani zgrebaš, razstava predelkov Ge smo najvekše, najvekšo in pa koncert na pragu Goričkega, kulturno-turistično društvo Moščanci Prešerna folklora, folklorna prireditev Peli in plesali so jih moja mati, in pa Kožena v Ošterijo pride. Kulturno-turistično društvo Puconci prirejajo tradicionalno puconsko senje, znani so po dogodku Dedolijada in kulinarična razstava za zlato kijanjco, in pa martinovanje in pokušnja mladih vin z vinogradniki iz občine Puconci. Kulturno-turistično društvo Dolina prireja tradicionalno srečanje ljudskih pevcev in godcev z naslovom Zapojmo v Dolini ter tradicionalno turistično prireditev Trgatev v Dolini.
Turistično društvo Vrtnica Beznovci prireja srečanje ljudskih pevcev in godcev z naslovom Pesem ne druži ljudi ter srečanje konjerejcev in blagoslov konjev. Kulturno-turistično društvo Lipa Vadarci prireja srečanje ljudskih pevcev in godcev z naslovom Čajanka pod lipo ter prireditve bajca Gdje si do zdaj bila, ka sam te ne čul in deca, gdje ste se pa to navčili. Ter društvo Ščipek, ki prireja razstave ročnih del ob velikonočnih in adventnih praznikih ter na Gregorjevo. Načrti za prihodnost oziroma skupni cilj vseh društev znotraj Zveze kulturnih in turističnih društev je razvoj produkta, s katerim bomo privabili turiste v našo prelepo občino in jim omogočili, da bodo preživeli lep dan v naši družbi in spoznali naše običaje in tradicijo. Lončarstvo družine Zelko, radi rečem, da je tradicija in da je to nekako že 130 let. Saj začel star oče potem nadaljeval. Rad pa rečem, da se glina izpod moj rok vrti že od leta 68. Da imamo za ženo 3 hčere, so nagovorila srednjo hčerko Darjo, da se je šola tega poklica, nam je uspelo, je končala 4-letno srednjo šolo v sosednji Avstriji. Vas Pečarovci pravi, da je dobila ime, čeprav Pečarovci kot izhodišče iz peči, zato tudi je, ker vsak lončar je imel pri hiši peč in zato mislim, tako so tudi naši predniki govorili, da je ime po peči Pečarovci. V delavnici se največ napravi pred leti v teh loncu za mleko, vrčev za vino, sklede, modeli za potico, vse te izvirne uporabne izdelke. Tudi zdaj se to ohranja, ta izvirnost, in tudi na tej izvirnosti delamo. Najbolj mislim, da smo prepoznavni postali družina z Čutro. To je bilo leta 81, ko smo se predstavili za ženo na RTV Ljubljana prvem programu, ko je vodil oddajo Mito Trefort, naša srečanja, potem Košnikove gostine. Tam smo stole našo Čutro zmagali. To je največje Čutro Slovenije, 233 litrov. Tako nekako se je družina leta 90. umišljala, da bi tudi k naši tej dejavnosti lončarski še napravili en korak naprej in smo si zamišljali, da bi z naše kmetije šli kot turistično kmetijo. In smo si nekako mišljali, da gremo v nov projekt izgradnjo in nam je uspelo. In smo leta 95. odprli vrata za gosta, kar smo bili zelo zadovoljni. In smo se nekako trudili, da vedno žena je vodila kuhinjo in tudi dejavnost, da nekako ponujam naše te tradicionalne domače jedi, kar nam je tudi uspevalo. Večino izdelkov, koliko jih pač zmoramo in vključimo v našo ponudbo v sklopu z hrano. Tako, če se naroči izdelek, je komplet razen prebora, vse naš izdelek na mizi. Na naši kmetiji osnovno vedno tak ali tak, ko prije gost lahko dobi narezek, potem pa kot tople jedi pa lahko tudi naše spaca kuhano meso, to imajo zelo radi gosti. Potem svinjski zrezek na čebulne maki, da tudi lahko menim, da tudi radi si naročijo domače koline, čist, ko jih pač napravi, se doma pripravi. Potem bograč tudi, če želja gostov, tako da imajo pesto kaj takšnega domačega, kaj pri nas dobiti. Pri nas je možnost vsak dan, da pride nas pogledati, kaj delamo, vidi gotove izdelke, možno se nabave izdelkov, saj imamo dopolnilno dejavnost na kmetiji.
potem možnost, da probajo družine pride in se tudi otroci včasih probajo, kak glina rasi izpod prstov. Ko delamo z otroki, vsi bi radi delali tudi in to omogočimo, da občutijo glino, vidijo, da to ni tako enostavno, kot kadar gledaš, in pa toliko pomaga, da vsak pride do izdelka, da je potem tudi zadovoljen, da si lahko tudi ta izdelek odnese. Ponujemo pa odprti tip zvrst vina, kot deželna vina ali pa vrhunska vina. Ponavadi se pridela kot polovica kot vrhunsko vino z etiketirano vino. Z nas na etiketo kot Pütra, prepoznavnost naše lončarske dejavnosti. Naša gostilna se je začela leta 2001, to je zdaj nekje, imamo odprto 17. leto. Gostilna na jasi smo pa izbrali ime, da smo v takem kraju, takem pri gozdu, čudovit kraj, čudovit razgled. Gostilno imamo odprto skozi vso leto, ponedeljke imamo zaprte. Od torka do nedelje smo pa odprti vsak dan. Gostov sprejmemo tam nekje do okrog 150. Pripravljamo na primer po zimi kakšne koline, bujta repa, grajevo zelje, pač jedi na žlico, ne. V spomladanskem času tudi kakšne te ogračekova juha, ne, da se začenja, kakšne zeliščne, dödole, ajdove žgance. Imamo na primer vse vrste župe, domača gobova juha, ajdova juha, česnova juha, potem bograč, dödole, ajdovi žganci, postržnjača z ocvirke, z bučnimi semeni, potem so sladice, kakšne te retoši, na primer sezonsko, zdaj so višnjove, tako, ne. Prekmurska gibanica. Povezujemo se tudi z lokalnimi ponudniki, ko na primer kupujemo to domačo zelenjavo. Pripravljamo tudi hladne jedi, ne, kakšne narezke pa to. Znani smo pa tudi po domačem kruhu, pečemo domač rženi kruh, čebulni kruh, bučni kruh, kakšne polnozrnate, pa gorička vina imamo tudi pri nas. Belo vino točimo, pa domačo rdeče, ne, goričko. Imamo kakšne te, na primer v zimskem času so kakšne te zaključki, potem so kakšne zaključene družbe, na primer v spomladanskem, v poletnem času, da se odpira zunaj terasa, pa to, kakšna praznovanja, rojstni dnevi, na primer otroško igrišče, kako rojstnodnevno za otroke, pa kaki piknik. Plani, želje za prihodnost so, da gostom ponudimo čim več dobre hrane, domačnosti in da se z lepimi spomini vračajo k nam.
Nekoč je živel nenavaden fant, ki je oboževal število 3. Ni bil popoln, a imel je veliko srce. Pustolovščine so ga spremljale in prijatelji tudi. Sam si je krojil svojo srečo, a najsrečnejši je bil, ko so 3 nova srca zavedno vstopila v njegovo življenje. Radenska, 3 srca. Z turizmom na kmetiji se ukvarjamo že 40 let. Se pravi, letos bo obletnica. Začeli so naši, se pravi, moji starši leta 77, zdaj od leta 2000 pa sva jaz in žena prevzela. Nekako smo se specializirali za, se pravi, nastanitveni turizem. Ponudimo gostom nastanitev in vse, kar sodi zraven, da se pri nas odpočijejo. Naša nekje nastanitvena zmogljivost je tam okrog 25 ležišč, se pravi, sobe so prve kategorije. Iz čisto preprostega razloga ni zadosti, da ponudiš samo nastanitev. Želimo, da se pri nas počutijo ljudje res udobno, zato smo tudi dodali razne stvari, kot so na primer savne, fitness, tudi kongresni turizem, kolesarjenje, skratka tudi možno aktivno preživetje počitnic pri nas. Wellness je nekje na površini 200 kvadratov, v njem so noter, se pravi, turška savna, infrasavna in pa finska savna, tudi manjši masažni bazen. No, v sklopu tega je še majhen fitness, se pravi za malo razgibanje, in pa sejna soba za razne seminarje, team buildinge in tako naprej. Odprto imamo vsak dan razen ponedeljka od 10 do 10. Naše kapacitete za prehodne goste so tam nekje 60 ljudi. Se pravi, večje skupine se seveda priporočamo, da se najavijo, sicer pa ponujamo tudi prehodnim gostom kot hladne, kot tople, predvsem prekmorske jedi. Naša kmetija je že od nekdaj naravnana v proizvodnjo surovin za potrebe turizma na kmetiji. Se pravi, probamo pridelati zdrave, domače, se pravi sveže sestavine, katere potem uporabimo pri pripravi jedi. Poudarek je predvsem na prekmurski domači hrani, seveda ustrežemo tudi raznim dietam, predvsem pa pripravljamo razne tele juhe, kot so recimo ajdova, mlečna repa, potem razne gobove in tako naprej. Za naše goste pripravimo tudi po želji degustacije na kmetiji oziroma v vinski kleti ali pa pod brajdo. Se pravi, pridelujemo laški rizling, potem šardone, muškato tonel, cvajgelt, iz tega delamo roze vino in pa rdečo modro frankinjo. V prihodnosti si želimo čim več zadovoljnih gostov, seveda se trudimo čim bolj povezovati se z ostalimi ponudniki in tako čim bolj popestriti ponudbo pri nas in pa v širši okolici, da bi bili res gosti pri nas čim bolj zadovoljni.